Marijan Pogačnik, Kadija. Povejte mi, odgovorite mi, zakaj mi sodite na kriminalne načine in vaše sodnice v 120 sodnih postopkov? Zakaj bežite? Zakaj mi sodite na kriminalne načine v 126 sodnih postopkov? Bojite se resnice, enako kot vsi vaši podobni vam. Zakaj mi sodite na kriminalne načine, kar pomeni mafijske načine? Zakaj mi sodite na kriminalne načine? Odgovorite mi. Zakaj bežite? Smejete se vsi ste sodniki, vsi ste tukaj glavni. Smejete se, bežite od resnice, od argumentov. A vam lahko zastavim par vprašanj? Ne morem. Zakaj sodite na kriminalne načine? Povejte mi. Zakaj mi sodite v 120 predmetnih postopkov na kriminalne načine? Povejte. Tole gre javno. Cel svet bo videl. Povejte mi. Zakaj bežite? Zakaj bežite? Povejte mi. Zakaj bežite? Se opravičujem, gospod župan, a mi lahko sam poveste, kako vi zmagate na vsakem postopku? Hodem lepo, ne? A jaz nikoli, niti enkrat. Drugič bom govoril, kako so enega človeka, en gospod Rade Stanič, za nič, samo ker je povedal na sodišču na obravnavi, da sodijo na kriminalne načine, da prejemajo plačo hrbtenice naroda, ljudstva, a sodijo na kriminalne načine. Zato ga kaznovali, kako su gospodu Vinku Tršku hišo lastno njegove mame i njegove babice ukradli. Da ne govorim o Blaži Ždrnji, gospodu, kako su mu hišo ukradli. Da ne govorim o gospodu Vaskrstiću, kako su mu hišo ukradli. Da ne govorim o eni mamici i njenemu sinu, kako su ih samo za tega, ker su pisali u svojem časopisu resnico o sodniški policijski mafiji, kako su im vse uničili, vse kar su imeli u svojem življenju, vse im ugrabili, uničili. Na vse načine vse poskušajo. In se na koncu, po 3 letih, najdel en junak, Istok Sagmeister, da mi zmontira lažni, izmišljeni farsa, zmontirani konstrukt, prekršek, lažnjivi. Distanca 3 metra. Gospod, odstranjeni boste iz Distanca 3 metra. Območja. Ne boste nasilno, Tak ali pa drugače. ne boste nasilno reševali nič. Imate policijo. Policija last te RTV mafije i last sodniške mafije. Mi tukaj Pireja na javnem kraju mi montira lažne policijske prekrške i prevare. Mi pošiljaju konstantno policijske odločbe, zmontirane farse u imenu ljudstva. Evo, nahajam se pred Radio Televizija Slovenija, RTV snema pred mojim protestom 1 metar od mojega protesta, od mojih transparentov. Moj protest prikrivaju že 3 leta, 4. leto pred Radio Televizija Slovenija. Ja sam na javnem kraju, gospodi, to je moja pravica. Poskušaju me utišati. To je Radio Televizija Slovenija, katero mi plačujemo. Živi iz naše hrbtenice, katera samo snema svoje določene posameznike, resnične informacije javnega značaja prikrivaju sodniške kriminalce, zločince u imenu ljudstva, katero ljudstvo ih plačuje, od katerega ljudstva živijo z naše hrbtenice in se bogatijo. Kako lepo uživajo in bi me še radi da me utišajo na javnem kraju. To narod plačuje, to ljudje plačujete, prisilno plačujemo. A moj protest? Nič. Novinar se zdaj smeje, pred teme je hotel pregnati z javnega kraja. To je Radio Televizija, to je RTV mafija, katero mi grenko plačujemo, da oni uživajo
i samo snemaju i pišaju za sebe svoje laži u naše ime s našim denarijem. Tako lepo uživaju, se bogatiju, imaju lepe plaće, visoke i uživaju. A mi, kad ih pa čujemo, nemamo nič. Sedno čuju iz nas. Nas poskušaju pegnati, fizično napadati tukile. Mene osebno. Distanca 3 metra. Gospod, odstranjeni boste iz Distanca 3 varovanega metra. območja. Ne boste nasilno, Čakal pa drhaj. ne boste nasilno reševali nič. Imate policijo. Policija, last te RTV mafije i last od niške mafije. Mi tuki pireja na javnem kraju, mi montira lažne policijske prekrške iz prevare. Mi pošiljaju konstantno policijske odločbe, zmontirane farse u imenu ljudstva. Me poskušaju že 3 leta in 4 leto pregnati iz javnega kraja. Nekateri razbojniki, katere pošilja RTV mafija, sodniška mafija na mene, enega človeka. In sve ste videli na mojim videoposnetki. Na silo. Od njih nišće ne odgovarja. Fizično napadaju, telesno poškoduju. Policija konstantno grozi, ustrahuje, izvaja demonstraciju policijske sile. Sodniška mafija izvaja nad mano demonstraciju sodniške sile. Čuvaj, portiri, RTV i ostali sodniški razbojniki, banditi demonstriraju njihovo silo nad mano. Grožnje z nožem ste vidjeli na mojim videoposnetkima. Nišće ne odgovarja. A ja samo če bi mrdnil z enim prstom, bi me takoj zaprli. Leta in leta u zapor. 3 leta su se poskušali policijski junaki, heroji, da me na vse načine preženejo iz mojega protesta. Da me na vse načine ustrahujejo, uničujejo. Da me poskušali montirati najhujše možne lažne policijske izmišljene notorične laži, prekrške, farse, zmontirane konstrukte. 3 leta. In se na koncu, po 3 letih, najdel en junak z policijske postaje Center Ljubljane. Nekakšni istok sagmaister, specijalist, kriminalist, pomoćnik načelnice policijske postaje, policijske uprave Center u Ljubljani. Da mi zmontira lažni, izmišljeni farsa, zmontirani konstrukt, prekršek, lažnjivi. Pošilja že mesece in mesece iste podvojene, ponovljene njegove policijske odločbe. O lažnem, montiranem policijskem prekršku zoper mene. In to tudi ne bojo uspjeli. Garantiram svojim življenjem. Če ne plaćam ta prekršek izmišljeni, zmontirani, to farso, laž, prevaro, da sam jaz protestiral na varovanem območju Tukile, da je to varovano območje last te RTV mafije. I zato mi je zmontiral lažni policijski prekršek. Zato, ker sam jaz na javnem kraju, lejte na ulici, javnimi drevesi, parkiriščem za kolesa, za skiroje, za motorje, za avtomobile. I zaradi tega, ker sam na javnem kraju protestiram, so mi zmontirali istog sagmaiste, ta specijalist, kriminalist, pomoćnik načelnice policijske postaje Center. Mi je po 3 letih uspjel zmontirati lažnjivi farsa, zmontirani policijski prekršek. Izmišljeni, notorični, lažnjivi, prevaranski, lopovski. Ta istog sagmaiste gleda vse, ker mi je napisal da gleda obavezno vse moje videoposnetke, vse moje objave. Na vseh mreži, na katerim ja to objavljam, da on to in policija vse to obavezno gledajo. In mi pišejo, kaj se dogaja na mojim videoposnetki, kaj jaz govorim na mojim videoposnetki. Evo, veseli me da gleda mafija, banda da gleda. Ne bojim se jaz te bande mafije niti mal, niti mrvico eno. To je vsa Slovenija že videla. I ne samo Slovenija, še širše od Slovenije. Ker moje videoposnetke gledajo ne samo cijela Slovenija, namreč še dalje, na široko. To je sramota celotnega ljudstva v Sloveniji. Najhujša sramota, katera obstaja na svetu.
Také sramote ni niti divini pri divih ljudeh, kateri ljudje so tok divi, pradivi, da jejo žive ljudi. In oni ko svojega poglavarja ujamejo, da je lopov, ga pojejo. Lepo ga, kulturno ga pojejo. A kdo bo pojedel te naše lopove, bandite, zločince, kriminalce? Kdo njih bo pojedel? Težko je to vse preživljati, doživeti. Vsak dan, mesece, leta in leta. In preživeti. Trpeti vse. Zelo težko. To ne more vsak. Samo to lahko rečem. To ne more vsak. To je zelo težko. Na vse načine, vse poskušajo. Vsak dan. Ne vem, a še sploh kar obstaja, da niso smislili, kako bi me uničili. Vse so poskušali. In ne morejo. In nikoli ne bodo uspeli. To garantiram svojim edinim življenjem. Nikoli se ne bom predal. Nikoli ne bom odnehal. Boril se bom z njimi. In če je potrebno, in ko bom mrtev, in ko umrem, moj duh bo tukaj in tam pred sodniško mafijo, se moj duh bo boril z njimi. Naj se dobro vsi zapomnijo. Preganjal jih bom, dokler sem živ in mrtev, do resnice in pravice. In mrtev. Se bom boril z njim in jih preganjal bom. Na vsakem koraku. Naj se dobro tega zapomnijo. Taki se še ni rodil in se ne bo nikoli rodil, kateri bi mene lahko preprečil v temu, za kar se jaz borim. Za mojo resnico, mojo pravico. Imajo šanso to, katero počnejo ves čas, sigurno celotno njihovo življenje, to banditsko, kriminalno, lopovsko, prevarantsko, roparsko šanso. To imajo, ker jih ščitijo jih njihovi zakoni, kateri so oni jih izmislili in oni jih postavili. A jih oni ne spoštujejo. A mi, narod, ljudstvo, kateri so zakoni pisani za njih, da jih oni zlorabljajo proti lastnemu narodu, niti ustavo države ne spoštujejo. Da ne govorim o Evropski konvenciji in vladavini prava, da ne govorim, to apsolutno ne spoštujejo. Banda ne spoštuje apsolutno nič. Samo spoštuje sebe, svoje ropanje, pljačkanje, uničevanje, ubijanje ljudi, družin, naroda. Samo to spoštujejo. Njihova kriminalna dejanja, ni drugega ta banda ne spoštuje, nobenih zakonov, nobene ustave, nobene konvencije, nobenega ljudstva, nobenega naroda. Ne spoštujejo, pa to se vidi, z Lune se vidi. Niso mogli niti posneti do konca. Niso me mogli trpeti, ker jaz snemam in govorim, ponavljam, so me poskušali utišati, pregnati, niso uspeli in so morali prekiniti svoje lažnive nastope. Zavajanja ljudi, naroda, veste, manipulacije, zavajanja, laži, prevare. Niso mogli dokončati do konca, zaradi mene škoda. Za sebe, na naš račun, na račun naše hrbtenice, veste, oni za sebe snemajo, lepo, pazite, a mi jih pa čujemo, da snemajo oni za sebe svoje laži, prevare. Jaz jih včasih posnamem tako, da ljudje gledajo, ne? Da vidijo, kaj počne banda, mafija. Veste, da vidijo. Vidite, kako ja njih lepo govorim, lepa imena za njih. Oni se sploh ne protivijo. Njimi je to všeč, ko slišijo vsakič, kako jaz o njimi govorim lepe besede, o njimi kaj so, kdo so, kaj počnejo in tak dalje. O njimi je to všeč. Oni se sploh ne protivijo tem, ne pritožujejo se, ne ugovarjajo. S tem priznajo, da je to vse, kar jaz govorim, snemam, govorim, pišem na mojih transparentih, svojih vlogah. Priznavajo, da je to vse resnica, pa seveda, da je to vse resnica. Pa če to ne bi bila resnica,
Pa oni bi mene zaprli prvi dan. Sam prvi dan stupil pred sodničkom mafijom da protestiram. Bi me takoj aretirali in zaprli. Če to ne bi bila resnica z dokazi. Ker imajo vse te sodne spise pri sebi, na sodiščih, kot jih jaz imam, spise doma, z dokazi. Iste te dokaze ta sodniška mafija ima pri sebi v sodnih spisih. In vejo, da je to vse resnica. In zaradi tega molčijo. Trpijo to vse. In priznavajo to vse. Če to ne bi bila resnica, dajmo kdorkoli stopi pred sodniško mafijo, pred RTV mafijo, z lažmi, brez dokazov, brez resnice, naj pride. Po sekundi bi ga aretirali, zgrabili in ga zaprli. Drugič bom govoril, kako so enega človeka, en gospod Rade Stanič, za nič, samo ker je povedal na sodišču, na obravnavi, da sodijo na kriminalne načine, da prejemajo plačo skrbnice naroda, ljudstva, a sodijo na kriminalne načine. Zato ga kaznovali 1400 evrov kazni. In to osebno ga kaznoval predsednik, tako imenovani predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, Marjan Pogačnik. Človek se pritožil in so izmislili, da mu je potekel rok za pritožbo. In osebno Marjan Pogačnik zavrgel njegovo pritožbo. Marjan Pogačnik, kadija, toži, obtožuje in kadija mu sodi. Isti. Marjan Pogačnik ga je obtožil, kaznoval in zavrgel njegovo pritožbo in ga poslal v zapor 11 mesecev. Zato, ker ni plačal 1400 evrov kazni, zaradi tega, ker je kot svobodo govora povedal svoje mnenje in resnico o sodniški mafiji, kako sodi. Zaradi tega so ga kaznovali 1400 evrov, že obsodili na 11 mesecev zaporne kazni. Človek mora v zapor. Zamislite, njegove pritožbe, isti ta kadija, kateri ga je obtožil, obsodil, kaznoval, mu zavrže njegove pritožbe. Da ne govorim, kako su gospodu Vinku Tršku hišo lastno njegove mame i njegove babice ukradli. Ista ta banda mafija, sodniška. Da ne govorim o Blaži Ždrnji, gospodu, kako su mu hišo ukradli. Da ne govorim o gospodu Vaskrstiću, kako su mu hišo ukradli. Da ne govorimo o tej gospe Olah, kateri su stanovanje ukradli. Da ne govorim o eni mamici i njenemu sinu, kako su ih samo zaradi tega, ker su pisali u svojem časopisu resnico o sodniški i policijski mafiji, kako su im vse uničili, vse kar su imeli u svojem življenju, vse im ugrabili, uničili. Poskušali ih ubiti na vse načine, zaprli, ubijali, mučili, zverinski, dok nisu uspjeli pobegnuti iz Slovenije. Erik Hvala i njegova mami. To je strašno, ljudi. To se sve dogaja u Sloveniji, a to ni nič. To je samo en delček, mehni delček od vsega ostalega drugega, kar se dogaja u Sloveniji, u tako mehni Republiki Sloveniji. Kaj počne dela ta sodniška mafija? Policijska enako, režimska enako, ker su svi združeni. Režimska pride na sodniško in se tam dogovarjajo pred mojimi očmi, jaz ih posnamem in bežijo od mene. Predsjednica Republike Slovenije beži od mene. Ste vidjeli na mojim videoposnetki? Ja je javno pozivam, evo, javno je pozivam. Sve kar piše, da kazensko preganja, da sproži vse kazenske postupke zoper sodniško mafijo. Evo ih po imenu priimku, svi. Javno ih pozivam. Beži od mene predsjednica Republike Slovenije. Za njom beži predsjednica državnega zbora. Sam ih posnijeli, ste vidjeli moje video posnijeli, bežio. Borut Pahor, Tuki, bivši predsjednik, koji je bil predsjednik, Tuki beži od mene. Tuki, pred radio televizija, beži in lažno obljublja, da bo uredil
jutar. Nikoli to jutar se nikoli nije zgodilo, ljudje moji, halo. Evo ga, nije već predsjednik države. Ko nije već predsjednik države, njegove obljube su bile lažne. U sve mi je lagalo u oči. Tuki mi je lagalo u oči. Pred radio televizija Slovenija. Na mjesto da bi to vidjeli. Transparente, moj protest, moje izjave slišali. Na mjesto da bi mi rekao, gospod, za roko, pejmo u RTV, notar. Pejmo. Tuki se ne more izgovarjati da je RTV druga veja oblasti, kako se izgovarja da je sodniška mafija druga veja oblasti, da prva veja oblasti nema nič za sodniško drugo veja oblasti. Prva veja oblasti nastavlja i postavlja i izbira, postavlja sodniško mafiju u sodišća i pravio da nemaju nič za drugo veja oblasti. Zele su ih nagradili vsi že vemo, z dodatnih 600 evrov vsak mesec vsakemu sodniku so sodnici, celotni sodniški mafiji. Oni nič ne delajo, samo uničujejo ljudi, ropajo, pljačkajo, se bogatijo. In na to vse. In še 600 evrov dodatno vsakemu sodniku, sodnici. Pozamislite vi to. In to vse počne prva veja oblasti. Se izgovarja in laže, da nima nič z drugo vejo oblasti. Pa kako potem ima pravico da nagrajuje drugo vejo oblasti? Kako ima pravico da se dogovarja, a nima pravico nič drugega, ker je to druga veja oblasti. Se nemajo pravico utikati u drugo vejo oblasti. A imajo se pravico utikati u drugo vejo oblasti koji ih nastavljaju, zbiraju, postavljaju na njihove funkcije, ih nagrajujejo. Takrat se imajo pravico utikati u drugo vejo oblasti. Druga veja oblasti uničuje narod, ljudstvo, posameznike, ljudi, mene, tu dodatno na verski nacionalni osnovi u Sloveniji. Zato se nima pravico utikati u drugo vejo oblasti, prvo vejo oblasti. Naime, nekdo reče, a to nekje na svijetu obstaja. Ma garantiram, nikje na svijetu, ja sam evo star djed. Nikoli tega u življenju nisam vidjel, ni slišal, doživjel, da ne govorim. Slišal nisam. Samo u Sloveniji. Vidjel, slišal, doživjel, preživjel, evo, doživljam, preživljam, konstantno. I nišće ne ukrepa. Samo se nočujejo. I se obnašaju kod najveći samodržci, diktatori. Pa se še posmehujejo. Banda zločinska, katera ne obstaja, katera nikoli ni obstajala na svetu. Samo u Sloveniji. Težko je, res je težko. To je težko razumeti. Enkrat se bo končalo in enkrat se mora končati. A bomo videli, pred nami je, kako se bo končalo. Ko se bo končalo, takrat ne samo da bo pisala cijela Slovenija o tem bo pisal ves svet. Zapomnite se ljudje, vsi dobri ljudje, ko pride čas. To zlo se enkrat mora ustaviti in končati. Po pravici, po resnici, po Božji pravdi in pravici. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, a vam lahko zastavim par vprašanj. Če imate kje napište, vse pa mene napište. Pišem že več kot 10 let. Bojite se resnice, bežite od resnice, od mojih argumentov, moje resnice. Povejte mi, odgovorite mi, zakaj mi sodite na kriminalne načine in vaše sodnice v 120 sodnih postopkov. Zakaj bežite? Zahtevam dialog uživo pred kamerami medija. Zakaj bežite? Ja. Dobar dan. Gospod predsednik Višjega sodišča v Ljubljani, a vam lahko, smijete se, a vam lahko postavim par vprašanj? Ne. Zakaj mi sodite na kriminalne načine v 126
sodnih postopkov. Dajte mi argument. Zakaj? Nimate argumentov. Bojite se resnice. Enako kot vsi vaši podobni vam. Zakaj mi sodite na kriminalne načine, kar pomeni mafijske načine? Zakaj mi sodite na kriminalne načine? Odgovorite mi. 126 argumentov imam proti vam. Vi nimate niti enega argumenta. Zakaj bežite? Smejete se vsi ste sodniki, vsi ste tukaj glavni. Smejete se, bežite od resnice, od argumentov. Dobar dan, gospod predsednik Marjan Pogačnik, predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani. A vam lahko zastavim par vprašanj? Ne morem. Zakaj sodite na kriminalne načine? Povejte mi. Zakaj mi sodite v 120 predmetnih postopkov na kriminalne načine? Povejte. Nimate argumentov, nimate odgovora. Jaz imam 120 argumentov proti vam in proti vašimi podrejenimi sodnicami. Zakaj sodite na kriminalne načine? Povejte mi. Tole gre javno, cel svet bo videl in vsi mediji sveta. Povejte mi, zakaj bežite? Zakaj bežite? Povejte mi, zakaj bežite? Se opravičujem, gospod župan, a mi lahko sam poveste, kako vi zmagate na vsakem postopku? Hodem lepo, ne? A jaz nikoli, niti enkrat, a nis? Pa ja, a sem jaz kriv v 126 sodnih postopkov. Nije kriv.